Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast o Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 5. avgust 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Pri 29 pa še doma. Zakaj si mladi v Sloveniji ne morejo privoščiti, da bi šli od doma? Testni radarji v Mariboru v 3 tednih zabeležili okrog 100.000 prehitrih voznikov. Kadrovanje v NK Maribor odhaja doslej najdražji nakup v zgodovini kluba. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Star sem 28 let, hodim v službo, a še vedno živim pri starših. Tako je povedal 28-letni Nejc. To je stavek, ki ga je slišati iz ust številnih mladih, saj si velik del generacije mladih samostojnega življenja preprosto ne more privoščiti. V Sloveniji se trend pozne osamosvojitve vse bolj potrjuje. Povprečna starost za odhod iz domače hiše je okoli 29 let, piše novinarka Sanja Verovnik, ki bo zdaj o tej temi, ki jo je analizirala in je zaznamovala celotno mlado generacijo v Sloveniji, dodala še nekaj pojasnil. Sanja, zakaj torej večina mladih odhaja v Slovenijo od doma pozno oziroma prepozno? Ja, v Sloveniji se mladi osamosvojijo precej pozno. Povprečna starost ob odhodu od staršev je 29,1 leta, kar nas uvršča med države z najpočasnejšim prehodom v samostojno življenje. Eden glavnih razlogov za to so visoki življenjski stroški in nizki prihodki mladih, zlasti na začetku poklicne poti. V članku denimo izpostavljamo primer Nejca iz Maribora, starega 28 let, ki kljub redni zaposlitvi ne more pokriti niti mesečne najemnine za manjše stanovanje, kaj šele, da bi pridobil bančno posojilo za nakup nepremičnine. Takih primerov je vse več. Kar 60% mladih v Sloveniji še vedno živi pri starših, kar je znatno več od evropskega povprečja, ki znaša 48%. Kako pa osamosvojitev zavirajo visoke cene najemnin in nepremičnin? V zadnjih 8 letih so se cene stanovanj v Sloveniji povečale za več kot 100%, kar pomeni, da so postala tudi osnovna bivališča nedosegljiva za povprečnega mladega posameznika. Največje podražitve so zabeležene prav v večjih mestih, predvsem v Ljubljani, pa tudi Maribor več ni izjema. Povprečna najemnina denimo za enosobno stanovanje v prestolnici znaša kar med 650 in 700 evrov, če seveda imate srečo, kar pogosto presega 50% neto mesečne plače mladega posameznika, zlasti, če je ta šele na začetku kariere ali dela preko prekarnih oblik zaposlitve. Mladi zato težko varčujejo, najem kredita pa jim pogosto onemogočen zaradi nezadostne kreditne sposobnosti ali pomanjkanja lastnih sredstev, pa tudi na pomoč staršev pogosto ne morejo računati. Kaj torej pomeni, da mora kar tretjina mladih najemnikov za stanovanje odšteti več kot 40% svojega dohodka? Ja, to pomeni po definiciji Evropskega mladinskega foruma in OECD, to pomeni, da so mladi najemniki v stanovanjski revščini. Če za najemnino odštejejo več kot 40% svojega mesečnega dohodka, jim ostane premalo sredstev za druge osnovne življenjske stroške, kot so prehrana, mobilnost, izobraževanje, varčevanje, tudi zdravstvo. Po podatkih iz leta 2023 je kar 30% mladih v najemu v takem položaju, kar pomeni, da kljub temu, da niso več pri starših, živijo v nevarno nestabilnih bivanjskih razmerah, brez dolgoročne varnosti in z visoko stopnjo tveganja za dolgove ali selitve. Kakšne pa so razlike med državami glede dostopa do stanovanj in zakaj je Slovenija, kot vidimo, med najslabšimi? Razlike seveda so. Povprečna starost odselitve v Evropski uniji znaša 26,3 leta, a za to številko se skrivajo seveda velike razlike. Na severu Evrope, kot so Finska, Švedska in Danska, se mladi osamosvajajo že pri 21 ali 22 letih. Saj jim to omogoča dostopna študentska in socialna stanovanja, stabilen trg najemnin ter močna socialna varnost. V državah Južne in Vzhodne Evrope, kjer je tudi Slovenija, pa je slika povsem drugačna.
Hrvaška 31,8 let, Slovaška 31, Grčija 30,6, Italija in Bolgarija 30 let. Vse imajo skorajda podoben vzorec, visoke cene stanovanj, pomanjkanje neprofitnih stanovanj, dolgotrajni postopki za pridobitev teh stanovanj in kulturna odvisnost od družinske pomoči. Slovenija izstopa še posebej zaradi nizke dostopnosti kakovostnih dolgoročnih najemov, velikega števila praznih, a neaktiviranih stanovanj ter počasne stanovanjske politike, ki ne dohaja potreb mlade generacije, čeprav se tudi tukaj v Sloveniji z novim stanovanjskim zakonom naj bi zadeve obrnile na bolje. Zato upamo, da se dejansko bodo. Res je. Hvala, Sanja, za pojasnila. Mariborska občina je v petek predstavila testne rezultate svojih prvih radarskih meritev na občinskih cestah. No, ti v javnosti odmevajo še danes, saj bi kazni, če bi jih že izdajali, po samo 3 tednih meritev prejelo kar okrog 100.000 prehitrih voznikov. Ko danes pojasnjuje vodja občinskega urada za promet, Andraž Mlaker, jih rezultati niso presenetili, saj da so podobno kazale že predhodne meritve. So pa bili vseeno presenečeni nad številnimi prekoračitvami v Gorkega ulici, saj gre za odsek, ki je opremljen tudi z ukrepi za umirjanje prometa. Da bi promet tam dodatno umirili in da bi bilo kršitev v prihodnje čim manj, bodo na vozišče zarisali dodatne piktograme, ki bodo voznike opozarjali, da so v coni 30. To pa bodo storili tudi v drugih conah 30 v mestu. Testnega obdobja radarjev bo konec 11. avgusta, prve uradne meritve pa bodo začeli izvajati v Čufarjevi ulici na Pobrežju. Ko bodo meritve uradne, bo radar imel tudi toleranco. Kazni bodo tako prejeli vozniki, ki bodo pri omejitvi 30 vozili najmanj 36 km/h, pri omejitvi 40 najmanj 46 in pri omejitvi 50 najmanj 56 km/h. V testnem obdobju so namreč bile meritve opravljene točno na omejitvah. Kot so še sporočili iz občine, o dodatnih nakupih oziroma najemih radarjev zaenkrat ne razmišljajo. Kaj vse je v odzivih na radarje še izvedel naš novinar Igor Selan, preberite v tiskanem in spletnem Večeru. Evropa je izgubljena, forma v slovenski ligi pa še ni zmagovalna. V NK Maribor se na začetku sezone soočajo s številnimi težavami. Da je razvoj šampionske ekipe proces, poudarja trener Tugberk Tanrivermiš, ki se žvižgov s tribun ni naposlušal le po izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo, ampak tudi na domači tekmi proti Kopru. Do konca prestopnega roka se bodo vijoličasti, kot kaže, ukvarjali predvsem s kadrovanjem. Jan Repa se je vrnil v kader za tekme, preteklost kluba pa je postal njegov doslej najdražji nakup Đorđe Komaromi. Madžar, ki v letu dni v Ljudskem vrtu ni upravičil pričakovanj, se vrača v domovino. Tam bo igral kot posojeni član 16-kratnih slovenskih prvakov. No, vroče je tudi v taboru večnih rivalov, piše urednik športa Marko Kovačevič. Olimpija si je na prvenstvenem derbiju privoščila blamažo. Celje je iz Stožic odneslo zmago s 5-0. Navijači zeleno-belih pa vse bolj izgubljajo potrpljenje s trenerjem Simaom. Portugalec, ki je za razliko od mariborskega stratega še živ na evropski fronti, bo svojo kožo reševal v četrtek na prvi tekmi 3. predkroga konferenčne lige proti albanski Ignatiji. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 5. avgusta 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.